Dober večer, pozdravljeni na predstavitvi knjige Filmfek se vrača. Tukaj z mano je vedno prijeten in zanimiv sogovornik Vid Kmetič. To bomo videli, ne? Ja, ampak moramo na začetku malo zmotivirati ljudi. Mariborčan, ni naključno, da je uvodničarka rekla, da Mariborčan, ti si pravzaprav z Mariborom povezan po dolgem in počes. Rojen v Mariboru, odraščal v Mariboru, celo življenje prebil v Mariboru in celo življenje se pravzaprav ukvarjaš z Mariborom tako ali drugače. Zdaj, ta beseda Filmfek je povezana s tvojim relativno ranim otroštvom, ki si ga preživel deloma na Studencih, temu zelo zanimivemu delu Maribora, iz katerega izhajajo mnogi znani Mariborčani. Tam si imel stare starše in tudi s tem je povezan izvor imena Filmfek. Morda za tiste, ki to ne poznajo, mogoče poveš tole anekdotico. Ja, verjetno se mi to tudi malo pozna, da nikoli nisem vrtec hodil, ampak sem bil babica in dedek hotel, ne, na Sokolski ulici. In dedek me je tako krstil oziroma mi je dal ta vzdevek, in sicer Filmfek, ne, to je iz besede filmf. In sicer zato, ker sem bil 5 let takrat star, čisto logično, ne. Zdaj sem čez 50, tako da se mi zdi, da je ravno pravi čas, da se Filmfek vrača počasi, tako da Filmf bo cel čas, ne. Po moje bo tretji del Filmfeka bo izšel, ko bom 55 star, tako da bo mogoče dupli Filmfek ali pa kaj takega naslov, nisem se še odločil, ampak tu neki bodi, tako da še nisem s Filmfekom končal, tako kot je rekla prej. Ja. Tvoj knjižni opus se množi, prva knjiga je bil Filmfek ma vas rad, pa pohojno tudi. Tukaj opisuješ predvsem ta otroška leta na Studencih, potem je sledila knjiga Mi, otroci socializma z našega dvorišča, ki je malo bolj fokusirana na tvojo mladostno obdobje, od šole pa do vojske. Zdaj prihaja tale tretja knjiga, ki ima povod v tem, da si spet Filmfek, kot si dejal, ne, torej, da imaš drugo petko, 5.0. 5.0, Filmfek 5.5. Točno veš, to bi lahko bilo tudi, ja. Točno naslednja bo Filmfek 5.5. Hvala za naslov. Jaz imam občutek, da iz knjige v knjigo rasteš, da so refleksije vse bolj poglobljene, da stilno si tudi vse bolj suveren. Je kaj drugače bilo pisati tole knjigo kot prejšnje knjige? Ne, ampak upam, da napredujem. Mislim, to res upam, da napredujem. Ne, to si želiš, če kako stvar počneš, da vsakič znova, mislim, da vsakič nekaj boljšega narediš, kaj je bilo prejšnje. Zdaj ne vem, ali je boljše ali ni, ampak upam, da strokovno napredujem. Pisati pa ne, pisati je tako, ta dva Filmfeka sta v bistvu več ali manj so nepovezane zgodbe, no, ker tako nastajajo, kratke, malo včasih nekatere malo daljše. Tako da ne, se mi pa ne zdi, da je drugače bilo pisati, no res ne, pač to je dosti bederi noter, pa nebulos, kot jaz pravim, ne, za Nino je bil ful prijazen, pa je rekel, da ima smisel te zgodbe, pa da niso, ne, so kar precej nebulotične nekatere, pa tak, ampak ni bilo nič kaj drugače pisati, to pa res ne. Ja, v svojih publicističnih zapisih se ukvarjaš predvsem z Mariborom in njegovo bogato zgodovino, zanimivostmi, ki jih najdeš. Tele stvari so pa osebne, ne, to so osebni premisleki, in najbrž zahtevajo nek drugačen pristop. Ja, ne vem, veš kaj, edino to je mogoče razlika, se sem napisal v uvodu, da se mi tako malo zdi, da Filmfek čist malo odrašča, ne, tako mogoče malo je bolj osebnih par stvari, no, pa malo, ne zafrkantskih, tako kot so več ali manj v prvem Filmfeku bile, ampak celo kaki razmislek ali pa kako opazovanje bolj res, na to mogoče, no. Tu je mogoče ta osebnost naraz, ko si rekel. So 50 leta čas, ko človek malo pogleda nazaj, ko razmisli o svojih življenjskih usmeritvah, osmišljanju življenja? Ne, nič ne boli tisti, ki še niste 50, ne. Ne, mislim, meni se ne zdi to neka prelomnica blazna ali karkoli, ne, vsaj jasne, no, kaj, ne. Je pa res, da te, ja, to pa ajde, ja, to se je mogoče najbolj videlo pri oni, kaj je bila druga knjiga, ne, Mi, otroci socializma z našega dvorišča, ne, mislim, da sem tam tudi v uvodu napisal, ali to je, ne, napisal se ne veze, da tako, ko določena leta neka nastopijo, čutiš potrebo poiskati svojo preteklost, me zdi, da sem tako napisal, ne, se pravi, malo te nostalgija zagrabi vseeno pri 50-ih, to je res, no, to je edino, ampak ne boli, ne, se nostalgija je več ali manj fajn stvar, ne, tako si lepe stvari, spomniš tistih slabih, tako, ne, pozabiš.
Tako da na nek način podoživljaš neke stvari za Ja, nazaj. pa se vsakič drugače, tudi bože, se to vedno malo skozi rožnata očala gledaš, pa vse je bilo tako fajn, pa se ni bilo vse tako fajn, ne, ampak malo sebi tudi lažeš potem, ne, ampak vse je vredno. Kdaj si pa začutil, da bo Maribor tvoja temeljna preokupacija? V srednji šoli si hodil v Serš, si programerski tehnik, potem si poskušal študirati. Ena sošolka je tukaj zdrava. Serša, Pozdrav sošolki. ki se nismo videli od Serša, verjetno dalje že, ne, od srednje šole smo se videli, kaj to nekje. Ja. Pardon, da sem te izpostavil. Sam se res ful dolgo nismo videli. V študijskih letih in kasneje, ne, si bil precej na izkopavanjih. Ja. Kaj te vem, ne vem. Zdaj, malo je povezano z mamo, ki tam sedi, ki je delala na domoznanstvu. V bistvu, včasih je sedela za isto mizo, kot ti zdaj sediš. Ne? Mislim, da sta ista miza. Tam, kjer je bila Nina, potem ti. To je v bistvu, vidim, da se predaja. Ne? Nisi daleč od domoznanstva. Nisem daleč od domoznanstva. Te si pač nekako, se tudi, če ti mati dela v knjižnici, si nekako tudi povezan s knjigami, pa to ti je neko domače okolje. Ne? Pol prej sem omenil babica, dedek hotel, ne, tam je bilo tudi fajn dedka poslušati zgodbice, pa to, blazno mi je žal, da nisem bolj poslušal, se nisem več stvari zapomnil. Pol pa izkopavanje, tako si rekel, tam pa še si 10 ur na nekem terenu, tudi par mojih soizkopovalk je tam sta od zadaj, veta, kak je, ne, da če si 10 ur, 11 ur na terenu, ne, da te že nekaj se te navleče, pa nekaj zveš, ne, pa te nekaj zanima, tako da se tudi tam malo naučiš. Katere pa so bile najbolj fascinantne najdbe tukaj na področju Maribora, pri katerih si ti sodeloval? Vsi zamislijo, da smo ful zlata našli, pa take finte, pa kak je to. Kaj te vem, kaj je bilo najbolj vredno? Meni je bilo kul sekire, recimo kamnitne, ko smo jih ful našli v Radovanje, da se kar tak si malo brcno, pa si kamnito sekiro našel. To se ti tako kul zdi, veš, ko vedno vidiš v filmih ali pa v dokumentarcih kamnite sekire z izdolbenim, z lukno noter, da se da, pa to tisto je kar kul, no. Milena je tudi bila moja prva šefica v bistvu na izkopavanjih. Mislim, moja prva nadzornica na izkopavanjih, to pa ja. Drugače pa, mislim, keramike dosti, ne, vse tisto, kaj je bilo dragoceno, so tako sabo. Arheologija je pobiranje smeti, dobesedno, samo da so pač te smeti par tažnih let stare, ne. Drugače pa nič kaj posebnega, no. Ja. Polpretekla zgodovina je tisto, o čemer največ pišeš v svojih kolumnah. Trenutno pišeš Fircanje po Mariboru za četrtkovo prilogo večera Štajerc. Mislim, da je danes tudi šlo. Ne? Kako poteka brskanje za temi zgodbami? Počneš vse sam, ti kdo drugi kaj namigne, greš v arhive? Na kak način torej prihajaš do teh zanimivih zgodb? Ful različno, no res. Vse načeloma je tako, da ti tako nekaj napišeš, pa nekaj iščeš, pol pa že nekaj drugega najdeš, pa te spet zanima. Pa tak. Fajn je zdaj, ful fajn je, da so vsi stari časopisi zdigitalizirani, ne? In lahko Zeitunge doma čitaš. Ne? In jaz recimo vsako jutro ob kavi, ne, berem stare Zeitunge, ne? In mi je ful zanimivo, kaj se je v Mariboru dogajalo, ne vem, leta 26 ali kaj takega. Pač te pol vidiš, da se več ali manj stvari kar ponavlja. In pol na Zeitungih najdeš kako notico, ki ti je zanimiva, pa potem malo še druge pogledaš. Srečo imamo, da je v Mariboru piše ogromno ljudi. Mislim, da smo imeli 3 leta nazaj na festivalu sprehodov smo imeli eno okroglo mizo z naslovom Maribor v literaturi. In takrat smo ugotovili, da je Maribor mesto, ki nastopa v največ literarnih delih, ne, kot glavni junak, kot prizorišče. Tako da blazno dosti ljudi piše o mestu in poljudno in znanstveno in to, tako da to imamo pač srečo, da v bistvu pač prebereš, kaj ne. Ampak kje je po tvojem mnenju razlog? Je to morda ta zgoščenost zgodovine na teh prostorih, ko se je res ogromno stvari zgodilo recimo že v zadnjih 150-200 letih. Skratka, zdi se, kot da je Maribor prav poseben po tem, da se je zgodilo pa res neverjetno število dogodkov v relativno kratkem času. Ja, saj že ime, ne, Marburg, ne, se pravi gradu, ne, grad v Marki, se pravi mejni krajini. Ti že pove, da smo bili non-stop na nekih mejah, ne. Tudi tu nekje je meja med slovanskim govornim področjem in germanskim govornim področjem. Tu se je vse skupaj nekaj prepletalo. Na križišču smo potem cest med
Celjem in Flavija Solva tu gor, pa potem gor do Gosposvetskega polja. Ne, se pravi, vse ta križišča so tu se nekje legoma tako, pa Mariborčani smo tudi tako zanimivi, no, malo. Meni je tako fascinantno, da se vsi fajn počutijo v Mariboru, ko pridejo v Maribor, ne. Razen Nikole Tesle, ki smo ga izgnali. No, morda smo pa vplivali na kak način na njega, da je preko te svoje bojda hedonistične faze potem se lažje fokusiral. Ravno pol ure nazaj smo... Ampak je zelo skrivnostno, ne? Ti si se precej ukvarjal z Teslom. Mislim, ja, ukvarjal, pač prebral sem nekaj. Ampak me zanima, ravno 3-4 ure nazaj smo en sprehod, ne, pa ravno vedno razložiš tam pri tisti prvi žarnici tudi o Tesli pa tak dalje, čeprav nema veze s tisto prvo žarnico. Ampak vedno zaključim tak, da smo Mariborčani zaslužni, da je Tesla kaj sebe naredil, ker če ga mi ne nagnali ven, ne, ko bi ga znal, ne, kaj bi bilo z njim, ne, tako da bi lahko bil to naš turistični slogan, edino mesto na svetu, ki je izgnalo Nikolo Tesla ali pa kaj takega. Ja, tudi jaz sem mnenja, da premalo izkoriščamo te stvari. Mislim, torej, zaradi potepuštva so ga izgnali iz Maribora? Njega so izgnali zato, ker ni imel stalnega prebivališča prijavljenega. On je bil zaposlen v neki orodjarniški delavnici kot tehnični lesar, pač ni imel pa stalnega prebivališča, domnevajo, da je na Tegetthofovi stanoval, se pravi na današnji Partizanski, ampak takrat se je tretiralo, če ti nisi imel prijavljenega stalnega prebivališča, se je tretiralo, kot da nimaš sredstev za preživljanje, dobesedno, kot da si klošar, ja. In pol pač so ga nagnali, ne. Zdaj čisto možno, da je kdo da ga je prijavil, kdo takrat, da je bil zadolžen ali pa kaj takega, ko bi ga znal. Če pomislim na Ljubljano, ki je postavila spomenik Jamesu Joyceu, ki je pomotoma stopil na železniško postajo v Ljubljani, ker je mislil, da je v Trstu, smo potem je res malo, ne vem, to zadevno zadržani. Maribor je, še en od sloganov Maribora, ne, Maribor je mesto s perspektivo, ne. Maribor, vedno rečejo, Maribor ima ful perspektivo, ne? Ampak to jaz poslušam že zadnjih 30 let, verjetno pa še dlje. Teda mi smo tudi mesto s perspektivo, tako da bo. Tudi novejši slogan, ne? Maribor is the future. Maribor is the future, to ga samo vsem ostalim se zdi ful super ta slogan, ne? Samo Mariborčani ga razumemo tako, kot je treba, ne? To, kaj sem zdaj rekel, ne? Maribor je v prihodnosti, vedno. Ja. Zdaj, rahlo nenavadno ime imaš za zelo mestnega priimek, pravzaprav, za mestnega... Si rekel, da bi Urban moral biti. Tam se z mamo zmeni, zakaj mi je tak ime. Škoda, da mama ni dala kakšnega korektiva, ne, o porojstvu, pa bi mu vse ime dala malo bolj mestno, pa bi bil Urban Kmetič, recimo. Sam pol ne bi bil vid na oko, ne, a veš kaj vse pol ne bi bilo, ne, marsikaj ne bi bilo, pol bi bil Urban, ne vem kaj. Ja. Koliko pa Mariborčani pravzaprav poznajo te zgodbe, se jih odkrivajo na novo, recimo... Misliš o Mariboru? Ja, o Mariboru. In cikam predvsem na te zgodbe, ki jih predstavljaš na sprehodih in ki jih opisuješ v svojih kolumnah. Koliko poznajo zgodovine? Zdaj, Maribor je precej nekako, se mi zdi, fokusiran na svojo zgodovino. Imamo celo 2 zgodovinski društvi, ne? Ja. Imamo cel kup zbiralcev, domu znancev, literati pišejo nadpovprečno o Mariboru. Skratka, ne vem, ko da mu ni mogoče priti do konca in ga skušajo doumeti, ne? Ni pa ga težko, ni pa ga lahko doumeti največ. Ne, vsega ne moreš, ne, se to je fascinantno. Jaz tako rečem vedno, da imam eno šimfturo, recimo, ne, se pravi, ko hodimo po mestu, pa šimfamo tu mimo grede čez cesto, pristanišče za ladjico, en od highlightov moje šimfture. Ampak takrat na šimfturi vedno rečem, da Maribor lahko šimfamo samo Mariborčani, ali pa tisti, ki najmanj 10 let tu stanujejo, ne, se pravi, in to je nekje meja, 10-15 let, če tu stanuješ, pol verjetno poštekaš te nebuloze mariborske, ker Maribor je butasto mesto, bodimo fair. Mislim, tako noro, da je že noro dobro, ne. Kaj se mi pa pol vprašal, pozabil, prosti? A ja, koliko Mariborčani poznajo to mesto, pa to? Jajn, ne, bom rekel, meni recimo je najljubše voditi po mestu Mariborčane. Take zakrknjene Mariborčane, ko rečejo, kaj mi boste tudi razlagal o mesto, ne, se pa te celo življenje živim tu, ne. Pol pa se uro pa pol sprehajaš z njim po mestu, pa mu razlagaš ene finte, vključno se recimo z Nikolo Tesla, čeprav ta je že zlajnan, ampak en kup takih fint je v mestu, ki so zanimive, ki so noro dobre. In pol ti tako po uri pa pol reče, ojoj, to pa nisem vejo, ne. Veš, to je izziv, ne, veš, kad nekdo, ko ti prije z Ljubljane, mu lahko ti nalagaš, kaj češ v Mariboru, pa mu bo vse novo, ne. Veš, Mariborčana zainteresirati za njegovo mesto, pa da pol ti res na koncu reče, da ni vedo, pa da mu je ful vredu mesto, ne. To je
izziv. Zdaj pa koga poznajo, Mariborčani mislijo, da bolj poznajo mesto, kot ga v resnici, tako če bom politično korekten pa prijazen. Cel kup stvari, ki bi jih bilo mogoče ponuditi turistično, ti delaš na tem področju, razvijaš produkte kreativnega turizma, nekako tako se to imenuje. To si zdaj v enem stavku 2 besedi uporabil, ki jih jaz ne maram. Vse ful dobro je to. Kreativno, pa produkt turistični, pa kreativnost. Pišeš tvoje biografije, Ja, vem, se vem, ker ni drugega izraza. Na uradni strani 20. Se vem. Tam je krivka kriva. Ja, gled, če človek študira, mora tudi kakšno tujko uporabiti. Ja. Čakaj, kje smo zdaj bila že? Glede mariborskega turizma in tega, da bi se dalo mogoče kakšne stvari boljše izkoristiti. Jaz recimo nikoli nisem bil v tej vinski kleti, ki je tam pod centrom mesta, je ogromna, v 2 etažah, skratka. Ful dobro, ja, idi. Zakaj nisi bil? Ne vem. Ne, ampak tam je bilo tudi eno stropje za pivo, eno za vino, ne? Sem se nekaj informiral. Ne, veš kaj je bilo, pivo je zraven je bila pri Vinagu, zraven je bila včasih pivovarna Götz in tam so bile tudi kleti za njegova piva pa to. Tako da v bistvu so se kleti stikale, ja. Ampak mislim pa, da ni bilo eno za pivo, eno za vino, ampak nisem ziher, gled. Ampak idi, ne, veš, mislim, vse kaj. Na trgu Svobode, tam od Kodžaka greš diagonalno, pa greš v Vinag. Ja. Pa tudi druge inštitucije se recimo zanimive, zapori mariborski, ne? V njih... Misliš kaznilnica, kaznilnica, ja. Skratka, v Avstro-Ogrski ena ogromna kaznilnica, ena večjih, če ne celo... Ja, ena od najmodernejših tudi za tisti čas, ja. Ja, s posebno arhitekturo, v kateri so bili zaprti, ne vem, Ivo Andrić, Nebelvec, kot član Mlade Bosne, Josip Broz Tito, kasneje... Vitomir Zupan, ja. Kar eminentno, ne? Ja. Mesto je tudi, ne samo, da smo izgnali Nikola Tesla, tudi Tita smo zaprli. Tudi drugi so trpeli tukaj. Tudi drugi so trpeli tukaj, tako, ja. Tako da, smo, ne, se ti pravi, Maribor is the future. Ja. Maribor mnogo... Perfect is the future, je naslov ful dobro bi bilo knjiga. Za naslednjo knjigo. Ja. Ja, ne, mislim, se ti pravi, mi imamo ful noro mesto, je, ne, res. Ja. Pa je to samo malenkost, kaj smo se zdaj dotakli na stvari, ki so odpeljane. Maribor pravzaprav mnogokrat preseneti negativno in je neracionalen, ampak kar nekajkrat v svoji zgodovini pa je pozitivno presenetil. Imam recimo v mislih Majstra, brez katerega najbrž slovensko etnično ozemlje ne bi bilo takšno, pa tudi vprašanje, če bi Slovenija sploh obstajala, če ne bi se takrat tukaj sfajtali. Ja, mislim, vsekakor ne bi bil Maribor. Potem pekrski dogodki in skratka se je znal v zgodovini postaviti tudi zase, ko je bilo to treba. Ja, se smo se tudi 2012 postavili zase, za zaključek EPK-ja, smo imeli delavnico male plastike v granitu. Ja, mislim, valjda se gleda, veš, jak je Maribor, mislim, meni vsaj deluje tak, ne vem, če ostalim. Maribor deluje ful zaspano mesto, pa tako dolgcajtno, pa to sivo je bilo včasih, zdaj več ni. Ampak se mi zdi, da vedno malo brbota, in vsakih, ne vem, 10-15 let ali pa 20 let tam deklit vtrga, pa znorimo malo. Zdaj bomo videli, kdaj bomo naslednjič. 2012 je bilo kar, pestro, ampak se mi zdi, da je tako razočaranje pol bilo, pa nočem zdaj iti nobeno politiko, ne bom šla v politiko, ker pol me ne vstava. Da se mi zdi, da bo zdaj trajalo malo, da nam bo spet moralo dekli dvigniti. Recimo se, ko so bile vsi ti protesti, ki so zdaj te zadnji 2 leti trajali v Mariboru, bilo bolj bogo, ker se Mariborčan več ni bilo. Pa mi rabimo sovražnika tam, veš, blizu, da bale kuriš ali pa mečeš, ne pa neki daleč v Ljubljani ali pa, ne vem, na Dunaju ali pa v Beogradu, tu mora biti tisti. Taki smo Mariborčani. Zdaj sem malo zašel že, iz tega, kaj si me vprašal. Nisva nikamor zašla, še vedno smo. Ti me kar vstavi, veš. Še vedno smo v Mariboru. V tem svojem raziskovalnem delu, kaj te je najbolj presenetilo, recimo, kaj te je fasciniralo, kar sam nisi vedel, pa si odkril, na kaj si najbolj ponosen? Ponosni, zdaj je to tako malo močna beseda. Fuzbalerke, recimo, mi je fajn. To je knjiga, ki je išla lansko leto, Punce kapo dol, o mariborskih nogometašicah. Tako, o prvih fuzbalerkah. V Založbi Pivec je išla knjiga. Pravzaprav tudi manj poznana zgodba o
uspešni ekipi ženski. Ja, ta se mi zdi recimo ful nora, taka, ki je nisem poznal prej, pa tudi čisto slučajno, jaz veš. Pa mi je fajn, da smo naredili in razstavo in snemali smo in knjiga je šla in če bo vse po sreči, letos jeseni snemamo tudi za TV Maribor dokumentarec o njih, odobreno je, tako da bomo zaključili, to se mi zdi, da vedno malo še kopkale so še tele fuzbalerke. Teda, fajn mi je, da je ta zgodba prišla na plan, ker malo so pozabili na njih, nezasluženo pozabili, recimo klub jih nešljivi za 5 postov, ne, veš, grdo se mi zdi, ker ipak je to del zgodovine nogometne in NK Maribor, našega mestnega ponosa. In se mi pa zdi tako malo grdo, da so čisto pozabili. Vse so špilale 3 leta samo, ampak prvi tim ženski nogometni v Sloveniji, ne, bodimo ponosni na to, je čisto cool, ne. Ja, igrali so po celi Jugoslaviji. Tako, tudi so igrali, potem združen tim je igral, potem tudi na polni Marakani. Pod Krpolj so se z Olimpijo združili, pazi, NK Maribor, ne, mariborske nogometašice so se z ljubljanskimi združili skupaj, oziroma enih par so začeli skupaj špilati v ženskem nogometnem klubu Ljubljana, ne, in so igrali tudi na polni Marakani, by the way, ne. Ja, ženska tekma je bila predtekma Zvezde pa Partizana, ne. Kar je fascinantno, ker dobena slovenska nogometna moštva reprezentanca ni igrala pred toliko ljudmi. Ja, jaz sem šel gledati na spletno stran Crvene zvezde, pač koliko je bilo gledalcev v teh letih, se pravi tam v prvi polovici 70-ih let, ne, in mislim, da je bilo najmanj 95,000, pa tam do 98,000 gledalcev, se pravi, da so definitivno igrale pred največjim auditorijem od vseh ekip slovenskih, ne, tele babe, punce, ne, kar je cool. To je bilo 50 let nazaj, zakaj je občasno ta mariborski spomin tako kratek in pozabi kakšne stvari? To je meni ful zanimivo, ja, ampak to, zakaj se je na njih pozabilo, ne vem. Dobro, vse so igrali 3 leta samo takrat, ko so špilale, so bile kar popularne, vsaj koliko starejši Mariborčani. Večer je redno pisal. Ja, Skalicki je dosti pisal njih, ne, on je bil tak njihov, lahko bi rekli, celo PR-ovec malo, no, v tem modernem jeziku. Zakaj pa se potem pač, ne vem, pač s kim, ker naenkrat ni nič kaj pametnega. Niti potem več niso bile tukaj Maribor, vedno manj se je pisalo, največ se je pisalo o prvih 2 tekmah z Olimpijo, ne, ker to je bil 2 derbija. Pol pa vedno manj, vedno krajši članki so pa to, pa ŽNK Ljubljana, sem že imel prav težave najti kak članek o njih, pa to, tudi same se, ne so več, ko sem, ne, to je bil tak, se si ti z mano vodo po gor vzvijo, ki kaos je bil, ko smo... Res je bilo malo kaotično. Ja, no, zdaj si pa predstavljati, ne, tak sem jaz od njih informacije dobival, kot je zgledalo, ne. Ker se tak niti same se niso najbolj spomnile več, pa ne. Ampak nekako se mi zdi, da sem tak v okviru prepela zgodbo, no, približno, kaj naj bi bilo res. Tudi v času tvojega odraščanja, mladosti, je bil Maribor zanimivo mesto, v otrocih socializma opisuješ zelo zanimivo rock sceno, pravzaprav vsi pomembnejši jugoslovanski rock bendi so igrali. Ena takih lokacij je bil Rotovški trg, kar je bilo meni čisto nekaj novega. Ne? Ja, na Rotovški trg je bil vedno prizorišče kulturnih dogodkov. Že prej med vojnama so bile tam gledališke pa operne predstave, ne? Ampak v 80-ih letih pa v 90-ih potem so pa res bili kar dobri koncerti. Laibach je, Katarina Velika recimo, je špilala tam. Pa mislim, da so 2-krat ali 3-krat so bili celodnevni koncerti mariborskih bendov, kar je tudi, ne, danes ne vem, pač če spraviš za en celodnevni open air mariborskih bendov skupaj. Mogoče ja, ne vem, pojma nimam. Ne. Takrat je bilo pa tudi, in tudi je bilo, se mi zdi, to podprto za strani občinskih oblasti, se pravi, so podpirali kaj takega. Ne. Tudi na Trgu Svobode so bili taki koncerti, se spomnim enega Mladim, ki je potem direktno prenos šel na Radio Maribor, ne veš, mariborskih bendov. Ne. Danes si tega, ne vem, če si kaj takega lahko zamislimo, da bi Radio Maribor prenašal mariborske bende, ki ti špilajo. Pa takrat so bili znani samo Lačni Franci, kaj je ostalo, ne. Takrat so večji cari bili Carski res. Ne, Borut se jih spomni, ne, se jih spomniš, pa Nima smisla, pa ne vem, Mirtin Sajko, pa taki. Zelena kobila? Zelena kobila ni bila, ne, ni Zelena kobila špilala, ne. Včeraj smo zvedeli, da en koncert imela samo Zelena kobila, ja. To je bil tudi en band Mi se imenoval. Mi? Aha, potem so bili Lauženki iz Nachtkasla, to so Rušani sicer, ne, ampak so kar... To bi bilo tudi za eno monografsko publikacijo, da če bi kdo hotel to obdelati, to mariborsko sceno, pa preporod,
Ja, točno priproti, seveda pa Dogma, ne. Ma se je bilo... Skakavci, ja. Skakavci, valjda, jaz se s Feki, imamo celo sprehod, šmrkavci, skakavci, še kaj se pozabim. Pa Feki je producent tukaj noter za Lent festival, ima koncerte, on tukaj je šef. Ma se je bilo, zdaj že malo pred korono, kaj je bilo tisto zadnjo leto pred korono, 2019? Ok. Takrat je bilo tukaj Mariborski rock klub ali nekaj tajega, kaj so bili v auditoriju. Je bil tehle starih mariborskih bendov, pa tudi nekaj novih, mislim, da je bilo koliko enih 20 bendov je to špilalo, samo je bilo mrzlo kot pes, ne. In je bilo superca, ne, res so špilali vsi, kaj skakavci, bolj so zelo mimo, so špilali Čudežna polja. Kak mimo? Nočeš vedeti. Pustimo, ostanimo pri mimo. Ampak zadnji so pa zaključili Dogma, ne, veš, kak je bilo super, o polnoči ga je Dogma pičila, ne, to so stari dedi, ne, to so tam 65 let stari dedi, ne, tako so ga pičili Stonesi, da je res, da je bilo tako, ko sem jaz bil mulj, se mi je zdelo, ko sem jih gledal. Tako da vse so tudi koncerti, so samo, veš, ne vem, se to bi lahko Feki, ne, recimo, ali pa kak tudi insiderji bolj, ne, recimo tak sprehod, ko imamo midva s Fekijem, delava ga, obiskujeva te legendarne place, kjer so bili koncerti, ampak jaz pripovedujem stališče Šmrkavca, ne, se pravi spodaj pod odrom, ki sem gledal vse te bende, velike, male in malo manjše. Feki pa z prve roke pove, kaj se je dogajalo, take malo backstagerske, no. Vse je lušno, fajn je. Vse še ima kdaj šla. Ja, to je zanimivo, mariborska zgodovina skozi besedila tudi teh rock bendov, veš, so pravi taki ponarodeli komadi, pa zanimivi dogodki so bili, Lačni Franc so bili popularni po celi Jugoslaviji, preporod se spomnim tisto Drava puna klora, ne. Reka puna klora, ja. Reka puna klora, ja. To, gledam Boruta spet, ker mama midva ob četrtkih smo imela do danes je bilo zadnjič, kulturni dnevnik, ne, petošolci prihajajo z osnovnih šol in potem pa najprej grejo k Borutu ali pa obratno, ne, izmenujemo si dve grupi, najprej grejo k njemu gor, pol pa jih imam jaz okoli in mi jih imamo ravno to, gremo skozi besedila mariborskih bendov, berejo in potem od točke A do točke B poslušajo to. In Reka puna klora je ob Dravi, seveda si jo pojemo, ne, končamo pa z vse bi dal za to moje fucking mesto, ne, ni ful smešno, ne, petošolčki gledati, ko se derejo tam po mesto malo. Ja, pa besedila Lačnega Franca, ne, ja, ki so vezana na Maribor, pa Dendrov sem se spomnil, ja, en prvih reperjev slovenskih. That's how we descend the Maribor streets, o tistem tranzicijskem obdobju in drogah in vseh teh stvarih. Ampak za France sem se ravno spomnil, zdaj, ko je bil koliko je za mesec dni nazaj v spomin Mariotu koncert, ko je tudi Predin pel, pa se nam bolj Devijo, sem rekel, ne, ko je Predin je pel Praslovana, ne. Ko je tak zlajnen komad, ne, Brodimo Ferne, ful je zlajnen, ampak vem ti, da je dober tekst, ne, in to je en od najboljših tekstov, ki so jih kadarkoli bili napisani v rock'n'rollu slovenskem. In pol mi tak Devi reče, pa se Predin še ni napisal slabega besedila, ne, pol tak si misliš, ja, se res, ne, ampak drugače gledaš na to, ko odraščaš s to muziko, pa ti kaj gre na pajtl, ne, pol si daš pa kako staro plato, recimo Ikebano gor, ne, pa tako malo poslušaš tiste prve tekste, pa to si misliš, fuck, ne, ja, ne. Dobro, nori dobre tekste, ja, tako da so... Ja, tudi, ne, moj Maribor je tak fest nor, da srcu vse vreme. Ja, ne, mislim, kot brcne, ja, pamet vrit. Brcne pamet vrit, ja, ne, se ne moreš drugače povedati o Mariboru kot to, ne. Tako da prekleto dobre tekste ima, ne, pa jaz tako vedno si rečem, mater, mi greš na jetra, ne, spet si tak dober tekst napisal, ne, pa še zdaj, še vedno, ne samo tiste stare, res noro. Kaj pa urbanizacija Maribora, ne, zdaj Maribor je srednje veliko evropsko mesto, ja, ki dolgo časa ni našlo neke prave mestne identitete. Se še vedno ni. Ampak se dogajajo določene stvari, večinoma so se po mojem mnenju neplanirane, ne. Recimo zgodil se je salon uporabnih umetnosti, pa Poštna ulica, kar iz niča je nastala pravzaprav. Skratka, zdi se, da je Maribor tudi to zadevno, ne, takšen, da spontano se ene stvari pojavijo, ne? Brez da bi to planirala politika ali kdorkoli drug. Točno to bi morali odločevalci, kot jim jaz pravim, poštekati, ne. Mene pač je zdi, da Maribora ne razumejo. Marsikdo, ki je odločen, ga ne šteka. Salon uporabnih umetnosti, mislim, briljantna stvar, ki je nastala malo iz nuje, ker se je najprej plac iskal za, mislim, da je imela Jerneja ravno prvo razstavo, ne, za EPK, ne, in seveda mi smo šli v EPK na glavo, luknjo smo skopali, potem smo pa iskali place, kjer bi lahko bile razstave za EPK, ne. V luknji bo, zdaj pa je bloki. Ja, zdaj ga žal več ni, ampak
to so ene druge zgodbe. Poštna je več ali manj precej spontano tudi nastala, ja, tudi iz potrebe, pa to, mene jezi to planiranje v Mariboru, ne. Zadnjič je ravno Rene rekel, ko je nekdo objavil fotko tega vojašniškega trga, ki je spet lep, ne, čeprav jaz mislim, da bo malo zalivalo spode, ker niso razmišljali. Pa je rekel, veš, Maribor se mi zdi, da je mesto lepih praznih prostorov, ne. Meni je ful super, lep je vojašniški trg, ne, fajn, da je lepo. Koroška je ful lepa pa to, ne. Ampak veš, ja, ne, kaj pa zdaj? Veš, vsebine nimajo bajte, ne. Trgi nimajo vsebine, ne. Ta vojašniški trg je res krasen pa to, ampak ne. Kaj storiti? Ja, jaz poznam en kup ljudi, ne, ki iščejo poceni prostore, ne, ali pa mogoče celo, ne, zastojn, pa to že ne, ampak za stroške pa tako dalje, ki bi dali vsebino, ne, na vse zadnje sem jaz v hiši, oziroma v Rise Fibro, ki se ukvarjamo tudi z vsebinami, ne, ampak to pač morajo pogruntati, ne, mislim, meni se več ne ljubi s tem ukvarjati, res ne pa prepričevati. Moti me, da se cel čas probava z Maribora narediti nekaj drugega, kar Maribor ni, ali ne vem, malo Ljubljano, ali mali Gradec, pa probavate ene stvari sem vpeljati, ki drugje mogoče delujejo, pa že na prvo žogo, ko vidiš, da v Mariboru to ne štimalo, da to ne bo šlo, ali pa celo vpeljati ene stvari, ki drugje dokazano ne špilajo, ne, pa jih probajo v Mariboru narediti, da bi kao špilali. Tako da, jaz malo se bojim, no, da ne vem, je pa res, da Maribor, tako kot si prej rekel, da identitete nima več, ne vem, jaz sem polagal upanje v Evropsko prestolnico kulture, da bomo po 2012 malo zrasli, pa nekak nismo, ne. Imamo pa jamo lepo, pa mozaik lepe, pa vodomet. Ja, paradoksalno, ne, da ravno o tem, o čemer so največ govorili, o trajnostnih učinkih in podobnem, so izostali v popolnosti. Ja, ne, dobro, se nekaj malega je ostalo, ampak mislim, če malo gledaš, ne vem, Gradec, ne, bližnji, kdaj so bili oni EPK 2001, ne, vse nekaj malega potegnili, ne, nekaj je ostalo trajnostnega. Mi, pač kakorkoli se trudimo, pa obrnemo, nekaj dosti, kar je žalostno, ne, ker v kulturi nikoli več toliko denarja ne bo na razpolago, kultura ne bo nikoli toliko finančnih sredstev imela, pa toliko suporta, kot ga je imela 2012, nikoli več, ne, mislim, pa se lahko mi na glavo postavimo. To je res, financ največ več ne bo toliko, ampak po drugi strani pa je Maribor fascinanten ravno zato, da ima močno kulturo, ne, to je mesto 100.000 prebivalci, ki ima opero, ki ima balet, ki ima več muzejev, ki ima umetnostno galerijo, ki ima univerzo, skratka, ima številne festivale, sodobne umetnosti. Skratka, če primerjaš z drugimi enako velikimi mesti po Evropi, vidiš, da smo tu mi v sami špici, ne? In bi tudi po tej plati lahko malo si bildali ego, kot se reče v slengu. Ja, najprej to, kaj si zdaj našteval, ne, je Bruno Hartmann je v svoji biografiji napisal, da mu je njegov foter pravil, da je Maribor idealno mesto za živeti, ker ima točno vse to, kar si naštel. Približno 100.000 prebivalcev, ima univerzo, ima šport, ima kulture, ima to, pa to, ne. Maribor is the future, ne, kaj ti narečem drugega. To je res, mislim, že če primerjaš z Ljubljano, ne, kjer v špicah rabiš uro pa pol, da prideš z enega konca do drugega. Ja, tu imaš pa vse na kupu, ne. Ja, se ne morem, zdaj se mi pogovarjava o stvarih, katerih se totalno strinjamo, ker ja, ne, pa verjetno velika večina od vas to žal, ne, pač. Ne vem, kaj nam manjka, težko ti rečem, no, ne vem. Jaz sem slišal celo takšne teze, ne, da še dobro, da nismo Ljubljana, ne, ker tam so skoncentrirane vse politične in druge inštitucije državne, ne, in je tam frekvenca karieristov, povzpetnikov, velika, tukaj pa živijo ljudje, ki pač hočejo živeti. Dobro, Ljubljana je glavno mesto, kar pomeni, to je že po defaultu, je vse to v glavnih mestih, ne, da je in denar in karieristi in vse to so tam, ne. Pa kaj bi ti hotel biti Ljubljana, pa najlepše mesto na svetu? Ne vem, zakaj tako striktno to več čas poudarjajo, da so najlepše mesto na svetu. No, ampak pazi, ne, ampak to je meni fascinantno pa zdaj ne, da ga propagiram, ampak meni pri Jankoviću je to fascinantno, ne, začel to bluziti pred koliko, 15 leti, koliko je župan on, 15 let sigurno, 15 let je sigurno, ne. On je začel bluziti, pa so se mu vsi režali, ne, veš, zdaj se pa primlo, to je Ljubljana najlepše mesto na svetu, kul, ne. Ja, ne, da je postalo najlepše mesto na svetu, ne, ampak le, imajo slogan, ne, mi pa smo Maribor is the future.
Ne, boljše. Ja, smo na predstavitvi knjige, pa pravzaprav sploh še nisva kaj dosti povedala o knjigi. 53 zgodb? Ja, ne vem, ja, verjamem. Nekaj res, to verjamem, da je 53. Ja, Ja. bojda prešteto. Ja. Nekaj fotografskega materiala, ki si ga prispeval sam, raznoliki teksti, nekaj smo se na začetku že pogovarjala o njih, eni bolj ali manj duhoviti, drugi lirični, kar mi je bilo zanimivo, glede na prejšnje knjige, da je bilo v teh tekstih malo več sentimenta, ko pišeš o kakšnih prijateljih, ki so umrli, Ja, pa o kakšnih žal- ljudeh, ki jih opazuješ kot... Ja, mislim, vse to je zdaj žal, ne, da je res, da ljudje odhajajo, ne, počasi, tako da neke vrste tukaj notri, mislim, da Boštjan lahko bo dalo videti, Matjažu lahko, neke vrste nekrolog, pa enemu sošolcu, mislim, da je v tej knjigi ali ne v prvem Fenfeku je, Jožetu Nidorferju, mojemu sošolcu iz osnovne šole, ki je tu. Ne, je tukaj, vidim, da je Jožetu tu. Ne, pač nekako napišeš tudi spomin nekim ljudem, ki odhajajo, ne, ki so odšli, ne. Jaz bi z veseljem kaj druga napisal, kaj lepšega, mislim, kaj drugega o njih, ne, ampak žal so pač odhajali. To pa, da opazuješ, pa ja, se pa tako kot je prvi Fenfek, pa mi otroci socializma, pa tudi tale, dosti tega je nastalo v gostilni, ne. Gostilni? Ja, v living roomu, ne, mislim, prvi Fenfek je kompletno skoraj cel napisan v living roomu, pa tudi mi otroci socializma, pol stvari je v living roomu napisano, ker je ful fajn, tam se lepo čučneš pri Dejvu, računalnik, pa kavice piješ, pa lepo, je fajn, pa tudi tukaj, notri kar nekaj jih napisanih tam. Pogosto primerjaš čase svojega odraščanja s sodobnimi časi. Zdaj zdi se, kot da se nekaj dosti stvari izboljšalo, kar nekaj pa se jih je pokvarilo. Ja. Svet je to zdaj tisto, ne, tako smo se prej menila o nostalgiji, pa to ne se vedno malo gledaš na to, to ti lepi stari časi, ne, vedno imaš feeling, ne, da je včasih bilo kao boljše, ne. Mislim, ja, manj so kolena škripala, pa v križu te je manj bolelo, ne, ampak drugače je bilo, boljše, ne vem, mislim, ja, vedno se ti zdi, da je boljše bilo včasih, ne, vam je tudi bilo včasih, ne bilo fajn včasih, kak je dobri stari cajti, ne, se ne rečemo dobri novi cajti, ne, tako da ne vem, a so se pokvarili, ali niso, ne vem, pač drugače gledaš na to, no. Kaj pa je boljšega v novih časih? Zdaj si me pa doba, ja. Knjige izdajajo. Dobro, razen knjig. Zvleko, ne. Kaj te vem, pa vse je vrejo, vsak obdobje je vredo meni, kaj ti zdaj. Recimo, ko pišeš, je ful fajn, ker ne reš Edixa uporabljati, ampak lahko greš nazaj. To je ful fajn pri računalnikih, ne? Se to sam veš, da je dosti bolj lušno, ne? Zdaj te bom izval, da prebereš vseeno en odlomek, ali vsaj kakšno kratko zgodbo, da ljudje dobijo občutek za tvoj slog, za tvojo vsebino, za tematiko teh tvojih zapisov, ki so po večini zelo kratki stran. Vse sem si tudi označil, fejst kratke. Pa bom samo enega, ker sem fejst na slabem glasu že danes, ker sta za mano že 2 sprehoda. Ti se preživljaš sprehoditi, korekoč, torej, no, denar služi s tem, da pohajkuješ po mestu. Ja, ali pa sedim v gostilnah pa pišem. Ampak bom enega, ker smo v Mariboru, pa bom enega, ko ni nastal v Mariboru. Naslov je pa Bohemian Rhapsody. Ta zapis je nastal v prestolnici, v lokalu, kamor večkrat zaidejo gosti iz bolj kulturniških krogov, pa tudi tako imenovani wannabe umetniki z arabskimi rutami okoli vratu in boemi z rdečimi šali. Lokal, kjer vas kljub 4 zaposlenim in le nekaj več gosti, predno vam dovolijo naročiti kavo, pustijo čakati vsaj 5 minut. Verjetno poznate take lokale vsi, ne? Na vse zadnje se ležerno za lokal, katerega zahajajo po večini tisti, ki se jim nikamor ne mudi, tudi spodobi. Naglica je strogo prepovedana in se smatra za nespodobno, zato je bilo delo tam njemu pisano na kožo. Na prvi pogled bi človek rekel, da je dečko šele pred pol ure vstal iz postelje, se na brzino oblekel in odrvel na šiht. A pozoren opazovalec kar hitro ugotovi, da je bilo v ta njegov pomečkan izgled vloženega vsaj 2 uri trdega dela. Ko sem ga tako opazoval, sem se spomnil prijateljice Line, ki je pred leti zarobantila, češ, kaj ste ne začnem z dedom, ki preživi pred špeglom 2-krat več cajta kot jaz. In ta, ki je prinesel kavo, je tisto jutro v kopalnici še kako garal.
Lenobna pišmevuhovska zaraščenost je bila skrbno negovana, dlake na brade pa za 0,7 cm daljše od ostalih in ob straneh pristrižene. Tudi obrazna bledica, ki naj bi nakazovala nočno boemsko življenje lastnika, je bila natančno takšnega odtenka, kot ga imajo tiste najbolj trpeče umetniške duše. Razmršeni lasje so padali točno tja, kamor so morali, zanemarjen videz pa je dopolnjeval še pravilno pomečkan vintage klobuk z Bolšjaka, pomaknjen nekoliko nazaj proti temenu. Vse skupaj so prekrasno zaokrožili za številko prevelike hlače in do skrajnih meja tovarniško raztegnjena bela majica z dolgimi rokavi, ovratnikom in vrvico na mesto gumbov. Svoj jaz sem tok fly videz, medtem ko se je spretno sukal med mizami, je nagradil še z občasnimi plesnimi vložki. Bil si je blazno všeč. Ti si bila v tistem lokalu že. Veš, kjer je, ne? Kateri vedo, kateri lokal je to? To je pri Metelkovi, kaj je že tam center za restauratorski center, ne? Kaj je tisti zraven, kako se imenuje točno lokal? Sem, to je v Semu. Ja, to je Sema. Mogoče še dela tam. Bajda je ful dober DJ. Ti tvoji zapisi so eno zelo dobrodošlo dopolnilo, se mi zdi, uradnemu zgodovinopisju, tistemu klasičnemu, ki se pač osredotoča na predvsem pomembne politične dogodke. Saj v zgodovinopisu je bila tudi ta paradigma, da so prešaltali na vsakdanje življenje, torej določeni tam v konec 20. stoletja zgodovinarji so se začeli ukvarjati z vsakdanjimi ljudmi in njihovim življenjem. In zdi se mi, da ravno te emocije, ki so tu not upisane v te tvoje tekste, pričarajo neko vzdušje tega časa, v katerem pišeš. Ja, okej, to je časa, ja, ampak prej, ko si začel v zgodovini, pa to smisla, ima šla drugam, ampak okej, se nema veze. Imam tudi Tršica, je tu zgodovinarka, ne? In ona to najboljše ve, ne? Da je treba, zgodovino je treba narediti zabavno. Ne? Mislim, to je, ne ostati v tistih dolgočasnih podatkih, pa podajanje dolgočasnih, ne? Ampak zabavne zgodbe vem potegniti, ker se vsi več naučimo, vključno se učenci. Jo, pa veš, da imaš v Črni Gori eno vas, kjer živijo temnopolti tam nekje od sredine 18. stoletja, ker je nasedla ena ladja sužnji in so se pol tam naselili in potem imaš dokumentarce, kjer so temnopolti Crnogorci, ki govorijo klasično crnogorsko in so lepo ležerni. Crna Gora je ful zanimiva. Herceg Novi je bilo pristanišče, kjer so sužnje. Da so bile pa včasih, to mi je jaz nisem v Ljubljani študiral, ampak Andrej Gula mi je to razlagal, včasih so bile na Radio Študent, se mi zdi, da so bile Kocine zgodovine oddaja, ki so bile ravno tudi cukrčki, taki zgodovinski, zanimive stvari, ravno to, in to se mi zdi point zgodovine, da najdeš tudi zabavne stvari ali pa take cukrčke, ne vem, kako naj drugače rečem. Pol pa jih pleteš noter v kakšne zgodbe. Eden takšen cukrčkov je, hvala Bogu, da je konec vikenda, legendarna oddaja z mariborskega Radia Študent, mimo katere skoraj ne moreva, tako da povej kaj o tem, kako si ti osebno doživljal tole oddajo, je cel Maribor poslušal to nedeljo. Jaz smo veliki krompir, da jih je 4 od ekipa, 5 jih je bilo, 4 od teh, pravzaprav 4 so bili, ok, 5 Karakaš je bil na začetku, ampak je potem, kot se eden izmed članov izraza, naredil pravosodni izpit in si več ni mogel privoščiti kontaminacije, tako da je nehal delati pri oddaji. Ampak od 4 so 3 stanovali v blokih, odkoder sem jaz, se pravi na Koroški cesti bloki z velikimi ciframi, 2 na Lavričevi, pa eden na Koroški, pač na Koroški, ampak v istih blokih. Tako da jaz te pubece v bistvu poznam skoraj celo življenje. Zdaj ne vem, koliko ste poslušali tale, hvala Bogu, da je konec vikenda, ampak to je bilo nekaj fascinantnega. Zdaj Marša sploh več ne vemo, če še obstaja, pa verjetno ima poslušalcev 10, ti 10 plus tebe, tako da je super. Ampak včasih, če si, hvala Bogu, da je konec vikenda, je bilo na sporedu v nedeljo, pol pa je bilo v ponedeljek, je bila pa ponovitev tega, In takrat so v trgovinah poslušali prodajalke, si prišel noter v trgovino ali pa v trgovino, pa je bil marš
na zvočniku in so poslušali HBD, EKV, ne, mislim, ne, to je bilo, toliko močna je bila. Drugače pa je to po kvaliteti, kar se mene tiče, so to slovenski Monty Pythoni, ne, to se lahko kosa zelo često deco, Top listo, Nadrealista, pa Monty Python, ne, mislim, res to so briljantni, so res bili pa. Hvala Bogu, da se da marsikaj tega poslušati zdaj na netu, pa ko greš nazaj, pa poslušaš, vidiš, da so znali dečki, ne. Ja, celo Facebook stran obstaja, ne? Ja, zdaj nekaj sem gledal, ne vem, če še obstaja, ker so tisti, ki so bili da se ne da več poslušati, ne vem, izdali so pa eno kaseto, ne, tudi. Vse tukaj sem nekaj pisal, meni so recimo tudi briljantne, pa ful je dobro, ker se je ful dosti znanih frisov, mariborskih šlo skozi, ne, tudi, ne vem, kak Dejan Vedlin je včasih me oddajal za njimi, pa ne vem, taki znani frisi potem so bili takrat pri njih pripravniki. Ampak meni je ful fascinantno, da so tudi imeli svoje reklame, ne. Veš, to si pa nisem doznačil, pa bi si lahko. So te reklame delali, sicer na maršu so uporabljali priimek Fujs, na maršu, potem kasneje, 2 leti zatem, ko so nehali na maršu, so pa še potem leto pa pol na Cityju delali, tam so bili pa Fras, ne, zelo jih sem našel. In so imeli tudi svoje reklame, ne, recimo, ne vem, Frast Frost, trdo ko Satan, ne, ali pa iz terjave in strojepis je Fras, 500 udarcev na minuto. Ali pa pizzerija Fras, mi nimamo krušne peči, ker imamo elektriko. Ne. Ja, ne. Tako da, tudi glasbo so oni zbirali, ne, sami si, tako da je bila kar cela oddaja. Pa mislim, da so imeli tudi na maršu še kontaktno oddajo, tako da si lahko poklical v oddajo. Pa sangrije parti so imeli tudi, ampak ne, tu šla rajše, ker tista druga je bila ful naporna. Ne bi raje. Ja, cel kup oddaj zanimivih imen. Jaz se spomnim potem še oddaje Pohorski bataljon, postmoderne. Ja, predtem so bili ontološki jezdeci na maršu, to je bila neka vrste predhodnica HBD, EKV, isto je Dejan Štamper, recimo, bil pa Igor Besket, recimo, Veni Emeršič, pozabil sem, se piše, noter sem pozabil. Zdaj se mi zdi, da nekako organsko prihaja do tega spoznanja, da je največji kapital Maribora človek, oziroma so ljudje. Ja. Ampak, ja, težko ti to ne. Ja, človek sigurno, ne, ampak spet smo v prihodnosti, ne znamo izkoristiti tega kapitala, ne, človeškega. Recimo se z Maribora kar precej ljudi odhaja, ne, ali v Avstrijo, ne, ali pa v Ljubljano, ne, kam drugam skoraj ne. Tako da spet smo na začetku, ne, Maribor mesto za perspektivo. Zato ful tako grenko zvenelo, ne, pa se ni, ne mislim, ker Maribor ima svoje finte. Eno od obeležij tvojega pisanja pa je tudi humor. Skratka, se mi zdi, da si mojster humorja in ga znaš na nek fin način vplesti te svoje zgodbe, ki dajo neko začimbo še vsemu skupaj. Jaz se probam iz večine stvari vse malo. Hočeš furati ta relax malo, ne, stil pisanja? Veš kaj, ja, pa ne, jaz se hočem iz večine stvari vse malo zajebavati, ne. Res, tudi z resnih stvari se probam zajebavati, vsaj malo, ker, a veš, ko se nehamo zafrkavati, pa ko nam ubijajo humor, pa to, what's the point, ne, veš, mislim, vsak dan je dovolj resen, pa če se ne, moraš se znati zafrkavati tudi iz tega in tudi je lažje, vse skupaj pa, tudi na sprehodih, vse zelo podobno, tudi na sprehodih probam se zafrkavati tudi za enih stvari, tako sem prej rekel, šimftura, ne, mi hodimo uro pa pol po mestu in se zafrkavamo iz mariborskih rešitev, ki so briljantne, pa jih vsi poznamo, samo jih ne opazite, enkrat morate iti z mano, pa vam s prstom pokazati. Tu zelo blizu so enih par takih, ko boste pol dol padli in pol jih boste začeli opazovati. In če boste začeli jemati z humorjem, pa se zafrkavati, iz tega je dosti lažje, ker vse te stvari so take, da če jih resno vzameš, ti lahko dekl vtrga pa znoriš, ne, pa rečeš pa da, kaj si ti na ta Maribor, ker Maribor lahko frustrira, tako kot si je rekel, face, ne. Zakaj bi se, ne, mislim, taki pač je, kaj zdaj, ne, brez tega ne bi bil Maribor, zato in probam jaz tudi v pisanju isto se zafrkavati iz resnih stvari, no, mislim z resnih, vsaj približno resnih stvari, no, ker drugi tvoj pristop pa je satira, ne? Si zelo satiričen do kakšnih abotnosti, ki se dogajajo v družbi, v Mariboru.
mislim, da Ki pogled... jih nikoli ne zmanjka pravzaprav, ne? Pa kak je pa v Mariboru sploh, ne pa nasplošno, da se pa, ne, če bi zdaj, ne vem, se ne pa ne samo zadnji 2 leti, čeprav zadnji 2 leti, pa korona gor ali dol, pa vse, kaj je bilo okrog tega, ne. A veš, vse smo ga nasrkali fejst, ne, veš, ampak malo treba, to vseeno, ne vem, te eke malo porezati, pa malo satiro gledati na to, pa se malo, ne čisto resno, a pa se norčevati vsak dan, ne, zakaj ne, ne. Se mi zdi, da je to pomaga, no. Se meni je, ne vem, pisanje je meni, sploh zdaj v teh zadnjih 2 letih, ko smo bili par mesecev zaprti noter, pa potem, ko si vsak dan take nebuloze slišal, da ti je slabo postalo, je meni bilo pisanje kar precej ventilne tudi, ja, veš, da nekaj spraviš ven, pa da se zafrkavaš. Mislim, da se zafrkavaš, da se praviš zafrkavati z tega, ne. Ker, drugače teklo lahko vtrga, ne. To pa ni verjel, ne. Ja, Mariborčani imamo tudi nek svoj humor. Ja, precej obešenjaškega, ja, precej. Jaz se strinjam, da je kar taki malo. Znamo se tudi zafrkavati na svoj račun, se mi zdi. Tak imamo občutek, da znamo to, da znamo... Kar recimo razvidno tudi štajerskega arga, ne? Ja. Ker je dosti neke samoironije. Seveda, to je zdravo, ne? Recimo, ne vem, Đura, ko je prišel iz Sarajeva sem, ne, se pravi toplista nadrealista, Branko Đurić, ne, ko je v bistvu začel nam potem prodajati topliste nadrealista, prvi 2-3 leta finte, je rekel enkrat, da v čem smo si Bosanci pa Slovenci podobni, ne, da obojni imamo radi vice o Bosancih, ne. In Mariborčani pa znajo se tudi sebe ponorčevati, no, res. Sem tudi, kje je bila razlika med Slovenci in drugimi, tudi od Đurota rekel, vsi drugi snemajo filme, da bi kaj zaslužili, edino Slovenci, da zapravijo denar. Ja, točno to. Vse še... Ja, mislim, Ja. Kaj pa kakšni mariborski vici pa to? Vic ture še nimaš? Ne, vic ture nimam, pa ne vem, veš, tisti... Nisem jih še zbiral, no, takih pravi. Pa saj štajerski argo je čisto okej, ne, mogoče bi kdaj naredili štajerski argo turo, ne, ali pa kaj takega, ne vem, vse to smo že razmišljali, samo ne vem čisto točno, kako bi se tega lotil, veš, na kak štos, da bi moral dokončati mogoče kak je argo, da bi te napeljalo na sted, ne vem, to za tak pač razmišljam. Se spomnim enega vica, ki mogoče malo tole duhovno podobo Maribora ilustrira, ne? Kakšna je razlika med mariborskim pesimistom pa optimistom? 2 pira? Ne. Koliko ga pa? Mariborski pesimist pravi, ne more biti slabše, ne? Ja. Optimist pa reče, lahko je. Valjda, da je lahko, ak neš ti meni govoril, da ne more biti, če je lahko. Veš kaj mene tudi, ne, te samoironije, pa to meni blazno zabava, ta mariborski pretiran lokal patriotizem večkrat, ne, ful, ker če ima v Sloveniji, kjeri prebivalci radi, iskreno radi svoje mesto, smo to Mariborčani, ne. Res, mislim, to se ful čuti, ne. Ampak zaradi tega, da tudi šimfamo, drugo pa pretiravamo, ne, tudi. Včasih tako ful pretiravamo, sploh pri kakem fuzbalu ali pa kaj. Meni recimo, ne vem, če ste opazili, ne, zadnjih par let je glavni sponzor nogometnega kluba Maribor, se pravi našega mestnega ponosa, zavarovalnica Sava. Zavarovalnica Sava ima svoj logotip v zeleni barvi, razen v Mariboru. V Mariboru so spremenili v vijoličnega. Samo v Mariboru, in to na zahtevo kluba. Pazi, Sava da denar, ne, se pravi sponzorira, ne, ampak zahteva kluba je bila, da če vi hočete nas sponzorirati, ne boste imeli zelene barve, boste imeli vijolično barvo. To je Maribor, ne, ki ga moraš imeti rad, ne. To je Maribor, ne, res. Ko smo ravno pri Savi, kaj pa Drava? Je Drava dovolj izkoriščena v Mariboru? Je dovolj pomemben del Mariborske? Ne vem, zdaj pa jedemo neke moste dobili čez, ne, tako da očitno ni, ne. Pa po moje bo tak nizki, da bo še ta Dravska vila, ki tu stoji, da bo verjetno res samo tukaj pred Čevapšiči, sem pa gor, ker zdaj pod mali most ne gre več, ne, zdaj ful bi bilo vrejo, da še tam spode, ne, veš, kar bi bilo pa idealno, ne. Mislim, meni je meni zanimivo, da Maribor res ne zna z reko živeti, ne. Mislim, res ne živimo z reko, ne. Tudi Lent festival smo umaknili iz predela mesta, po katerem nosi ime, ne.
kar je mogoče celo zanimivo in zgodovinsko povezano, ker Steiermark, ne, se imenuje po mestu Steyr, ne, ki je v Niederösterreich, ne v Steiermarku, tako da mogoče je to zgodovinsko povezano, da naš Lent-festival tudi ni na Lentu, ne, da malo logiko to napije. Ne. Drugače pa ne, po moje dosti je ubilo življenje na Lentu, glavni most, ne, se mi zdi, da več ni šel promet skozi in da več ne gre, da potem počasi, čeprav se spomnimo Lenta 30 let nazaj, v 80 letih, se nismo hodili na Lent, ne, se si nismo upali, ne. Franci celo so napisali štikl Lent 1980, ne, plastična ogledala, zeleno-modra očala, Sandokan in Mate Parlo, Maribor obrača glavo v stran, ne. Tako da ne znamo živeti z vodo. Zdaj, če most temu pripomogel, ki sem ga jaz že kestil za čevapbrüke, če bo tam šel čez, neka, ne, čeprav jaz mislim, da Mariboru še marsikaj druga rabimo prej kot pa most, ki bo verjetno prenizek, tako kot sem prej rekel. Ja. Kakšne načrte imaš za prihodnost, kakšna nova tura, nova knjiga, kakšen nov produkt kreativnega turizma? Knjiga sigurno, vse nekaj sem tako že oddal, ne. Nekaj delam na nečem, samo nočem jinxniti, kot se to lepo po slovensko reče, bi rad, da je dokončano, ampak nekaj malo sem druge vode šel, pa tako kot sem rekel prej, da bomo verjetno dokumentarec o fuzbalerkah delali, pa se še je kaj, ne, se še bo našlo kaj, ne. Ja, bo nekaj. Ok, jaz bi dal zdaj še možnost občinstvu, da vpraša kaj vida, vidim, da ste tako ali drugače povezani z njim v različnih področjih življenja. Pa tudi dosti jih je bilo na mojih sprehodih že, pa tako da, ja. Ni treba vprašati, ne me jezno, če me ne dovem vprašati. Zadnjič smo imeli ene tukaj, ker mi gostimo čez kaki mesec, približno gostimo cirka 100 ljudi v okviru Mitost konference, ne, in so bile zadnjič tukaj 4 predhodnica, da so mi pokazali, ki bi pa to. Pa smo se ravno nekako spoprišli, da sem da pač jaz danes čvekam to, ravno en teden nazaj. Ne. Te pa mene vprašala, jaz nikoli ne vem, kaj bi potem avtorja vprašala na koncu, ne. Kak je zdaj to, ali ga je treba kaj vprašati, ali ne, pa sem rekel, ne, ful je fajn, če nič ne vprašate, ker bi račel domov, tako da naj vam bo to istočnica. Ne. Da ne mi jezen, če me ne boste vprašali, ampak bom ful verjel, hvala. Jaz sem se pa zdaj spomnil filma Woody Allena Vzemi denar in zbeži, ne, ko so v zaporu in potem tam tisti šef zapora razloži vsa pravila, ne, takrat se gre spat, pa je to kako vprašanje in potem pa se Woody Allen glasi. Kaj mislite, se lahko gre na prvem zmenku do konca, če sta oba liberalnih nazorov? Woody Allen. No, tako da ne bom jezen, da če ne bi bilo, ne, vprašanje res, ne, bolj bi bilo vredno. Vid je modri človek, bo tudi kakšne življenjske modrosti delil z vami, tako da. Blazen, ja. Zanima smisel življenja. Ja, ležanje na plaži, zmožganje na off in čivavo na straži. Hvala. Hvala.